V postnem času vsako nedeljo pri nas razmišljamo o eni temi, ki se začne na eno od črk od besede post. 3 teme smo tako že obdelali, smo imeli že priložnost, da se tudi vadimo v tem, kar smo slišali. Govorili smo o postu kot o priložnosti, o odpovedi, o skupnosti. Danes je na vrsti 4. tema, transformacija, ali če uporabimo bolj domačo besedo, lahko rečemo preobrazba ali tudi spremenitev, preoblikovanje. Pri krstu je vsak od nas povabljen, da v Kristusu postane nova stvaritev. Ker smo bili večinoma krščeni kot otroci, se najbrž tega niti ne spomnimo, zato je prav, da se kdaj pa kdaj spomnimo tega, kar so za nas naši starši obljubili pri krstu. Obljubili, da bodo skrbeli, da bi luč nikoli ne ugasnila, da bi vedno znova se preobražali v Kristusu, da bi postajali vedno bolj podobni Kristusu. Sveti Pavel nas v pismu Rimljanom tudi spodbuja, naj se ne prilagajamo temu svetu, ampak se, kot pravi Pavel, tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno. V obeh primerih gre za to isto besedo, današnjo temo transformacija ali po slovensko preobrazba, da bi postajali podobni Jezusu Kristusu. Jezus je v vsem svojem življenju izpolnil očetovo voljo in Božja beseda nas vedno znova vabi, da bi tudi mi delali podobno, da bi bili Jezusu v tem podobni, da bi postajali kot On, da bi postajali bolj kristjani. Naše ime kristjani pravzaprav pomeni, da smo tisti, ki smo Kristusovi. Krst torej vsakega od nas vabi, nas vzpodbuja, nas zavezuje, da postajamo podobni Kristusu, da se preobražamo v Kristusa, da postajamo vedno bolj On. Pa ne gre tu za tisto zunanjo podobnost, kot jo lahko poznamo iz sveta slavnih, ne gre za spreminjanje pričeske, oblačil ali zunanjosti, ki bi nas delala bolj podobne nekomu drugemu, ampak gre za tisto notranjo preobrazbo naše notranjosti, našega duhovnega življenja, naših vrednot, ki naj bi postajale podobne Kristusovim. Čisto preprosto se lahko v vsakem trenutku svojega življenja, posebej pri vsaki odločitvi vprašamo, kako bi na mojem mestu v tej situaciji ravnal Jezus. Odrasli imamo nekaj več poročil o tem, kakšen je bil Jezus. Evangeliji govorijo o njem. Otroci, imate tu, se zdi, malo težjo nalogo, saj o Jezusu, kakšen je bil kot otrok, vemo zelo malo. Evangeliji namreč večinoma govorijo o njegovem javnem delovanju, se pravi o Jezusu, ko je bil že odrasel, ne pa, ko je bil še otrok. Pa vendar, morda se kdo od vas otrok, tudi odraslih otrok, spomni, kaj pa pravijo Evangeliji o Jezusu kot otroku. Kakšen je bil? Ne vem, če ste navajeni kaj odgovarjati med pridigo, ali ste rajši tiho. Se spomni kdo, kaj Evangeliji pravijo o Jezusu kot otroku, kakšen je bil?
Imamo še odrasli težave, se spomniti, kakšen je bil, pa imamo malo več povedano o njih, a ne. Otroci, ja, morda se spomnite, da enkrat je malo probleme delal staršem, a ne, ga ni bilo, pa sta ga iskala starša, ko je bil 12 let star, to je takrat pomenilo pravzaprav odraslost, a ne, odgovornost, je ostal v templju in starša ga iščeta in po tem dogodku, ko ga najdeta, je pravzaprav nekaj besed namenjenih tudi temu, da evangelist opiše, kakšen je pravzaprav bil Jezus kot otrok. In najprej reče, da je bil pokoren svojim staršem, da je napredoval v modrosti, da je napredoval v rasti in da je napredoval v milosti. Se pravi, če si otroci vzamete Jezusa za zgled, če mu želite postajati podobni, potem si lahko ustavite ob teh preprostih 4 besedah, a ne, biti pokoren staršem, tako kot je bil Jezus, rast, napredovati v modrosti, ne samo v znanju, ne samo v veščinah, ampak res v modrosti. Modrost v svetopisenskem pomenu pomeni predvsem, da se znamo pravilno odločati, tudi ko gremo na poti za Bogom, se pravi, da so tudi naše moralne odločitve pravilne. Da je napredoval v rasti, to najbrž za otroke niti ni tako težko, ker vedno znova rastete, in da je napredoval v milosti, se pravi milosti kot odnosu z Bogom. Če boste otroci skrbeli za to, da bi ohranjali spoštovanje do staršev, da bi si prizadevali tudi za modrost, da bi si prizadevali tudi za Božjo milost, potem boste postajali podobni Kristusu. Za nas odrasle imamo sicer nekaj več poročila v evangelijih o Jezusu, pa vendar, čeprav se zdi to povabilo, da naj postajamo podobni Kristusu, da naj se po njem preobražamo, tako preprosto, je življenje včasih malo bolj zapleteno. Zakaj? Zato, ker gre za povabilo, gre za nalogo, za vse naše življenje, za vso dolgost našega življenja. V vsakem trenutku, na vsaki točki našega življenja namreč lahko najdemo v svojem duhovnem življenju področja, ki so še daleč od podobnosti Kristusu. Pa vendar imamo tudi pri tem v vsakem trenutku našega življenja na voljo kar nekaj pripomočkov, pomoči na tej poti, da bi se zares vedno bolj bližali naši podobnosti Kristusu. Če se ustavimo samo pri nekaterih, ena od njih, morda prva, morda največja, je tista, ki jo Jezus sam omeni svojim učencem, ko se od njih poslavlja. Takole pravi: tolažnik pa Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Sveti Duh nas bo učil in spomnil. Se lahko vprašamo, kolikokrat v zadnjem tednu sem prosil Svetega Duha, da me česa spomni, da me česa uči. Kolikokrat sem ga prosil za kakšno mojo odločitev, za moje razumevanje, za moje učenje, razsvetljenje. In vendar to lahko storimo vsak dan neštetokrat, pa nam morda niti enkrat na teden ne uspe. Lahko na tem področju naredimo kakšen korak naprej. Jezusu lahko postajamo podobni tako, da prosimo pomoči Svetega Duha, da nam on da navdih, da nam on da svoje darove in bomo tako lažje izpolnili Očetovo voljo, bomo lažje podobni Kristusu. Seveda druga velika pomoč je vedno znova Božja beseda, prebiranje Jezusovega življenja, prebiranje Božje besede me bo ne samo obveščalo o tem, kakšen je bil Jezus, ampak me bo tudi oblikovalo, me bo vodilo na poti mojega preoblikovanja po njem.
Tretji pripomoček za rast pa je lahko tudi skupnost. V konkretnih odnosih namreč živimo naše izkušnje. Družina, prijateljstva, cerkvena ali molitvena skupnost, vse to so naši odnosi, ki nas spodbujajo, ki nas včasih tudi klešejo, ki nas krepijo na poti pri našem prizadevanju, da bi postajali podobni Kristusu, da bi živeli naše odnose tako, kot jih živi Kristus. Postni čas je zato za nas lepa priložnost, da naredim kakšen korak več za mojo transformacijo, za moje preoblikovanje v Kristusu. Kakor je po eni strani res, da je to v veliki meri dar Božje milosti, pa od nas zahteva pripravljenost, zahteva trud, zahteva mojo voljnost. Moram biti, če uporabimo tudi svetopisemski izraz, kakor glina, ki pusti, da jo Bog lahko oblikuje, da Bog iz mene naredi posodo. Bog kot tisti upodabljevalec, ki nas dela podobne Kristusu. In ta odprtost, ki jo z naše strani zahteva, je lahko res odprtost Svetemu Duhu, prošnja za to, da nas Sveti Duh vedno znova razsvetljuje. Po drugi strani naša domačnost z Božjo besedo in podpora skupnosti, ki me lahko vedno znova mehča, me razpoloži, da Bog lahko vame vtisne Kristusov pečat, da lahko postajam podoben Kristusu, da nosim Kristusovo podobo v sebi, da sem pripravljen izreči kot Jezus, tvoja volja, Gospod, naj se zgodi. Naj bo to tudi za nas spodbuda za postni čas, da bi se vsaj kdaj pa kdaj zmogli vprašati, koliko živim v podobnosti s Kristusom, koliko postajam bolj podoben Kristusu, kar je pravzaprav krstno povabilo, da bi res živeli kot kristjani, živeli kot Kristusove podobe. Amen. Molitev za papeža se bo pojavila tudi na zaslonu, pa ga tisto, kar je krepko, kjer piše vsi, tudi vi poskušate, če le vidite, brati, tisto, kar je pa na manjše napisano, bom pa jaz prebral. Molimo za našega papeža Frančiška. Ohrani ga, Gospod, poživljaj in osrečuj ga na zemlji in ne daj ga v roke sovražnikom. Pomagaj, Gospod, svojemu služabniku.
Bodi mu Gospod močan stolp. Sovražnik naj zoper njega nič ne opravi. Pošli mu Gospod pomoč iz svetišča. Gospod, usliši mojo molitev. Molimo. Vsemogočni, večni Bog, usmili se našega papeža Frančiška, ki si ga postavil za pastirja svoji cerkvi. Vodi ga v svojem usmiljenju po poti večnega življenja, da bo to, kar je tebi prijetno, s tvojo pomočjo želel in z vso močjo izvrševal, in tako s čredo, ki mu je izročena, dosegel večno življenje, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj živi in kraljuje v edinosti Svetega Duha, Bog na vse veke vekov. Gospod z vami. Bog vse tolažbe naj vodi vaše dneve v svojem miru in naj vam podeli svoje darove. Rešuje naj vas vsakega nemira in utrjuje vaša srca v svoji ljubezni. Podari naj vam živo vero, upanje in ljubezen, da boste naredili na tem svetu čim več dobrega in srečno prišli v večno življenje. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo in živimo v Božjem miru.